Jane Damjan, prisrčno pozdravljeni v prostorih Sportkluba in dobrodošli v tej za vas mrtvi sezoni, ampak verjetno niste povsem mirni oziroma ne ležite na kavču, ampak verjetno že kaj počnete za novo sezono v svetovnem pokalu. Ja, in lep pozdrav najprej. Ja, definitivno je bil že čas za počitek, zdaj pa počas nazaj v akcijo, pa v bistvu za stvari, ki ne spadajo zraven skokov, da se lahko posvetim še čemu drugemu, malo zadiham in naberem tistih pravih moči pol za naslednjo sezono. Torej, dopust je že za vami? Dopust je za mano, v bistvu že ta teden, cel teden v akciji, tako da v bistvu uživam, no. Mi je zelo lepo, da sem spet doma. Takrat je dober dopust, ko veš, ko imaš tistih zadnjih par dni, ko se že zelo veseliš, da boš nazaj v to pravi ritem prišel. Torej ste imeli nekaj časa, da ste spremljali morda tudi kakšen drug šport. Na Sportklubu imamo veliko nogometa, imamo precej tenisa, tudi nekaj košarke. Je kateri šport poleg smučarskih skokov, ki ga morda najbolj spremljate oziroma ki vam je najbolj pri srcu? Iskreno, prav veliko spremljal nisem stajske, zaradi tega, ker je časoven zamik ravno tak, da se vse dogaja tam ob 2 do 5 zjutraj in če sem na dopustu, lih ne bom sred noči vstajal. Čisto iskreno, edini šport, ki ga res pogledam, pa bi ga tudi stajske, sam ni bilo prenosa, je MotoGP. Drugače pa valjda spremljam fuzbal, spremljam, kaj se dogaja, seveda zdaj zaključki Lige prvakov, kaj se dogaja z našimi fanti v Ameriki, se pravi v NBA-ju, v NHL-u. Tako da spremljam, valjda da spremljam. Ne gledam pa toliko veliko, to je pa res. Mi imamo v nogometu dve najmočnejši ligi, angleško in špansko. Preferirate katero bolj, angleška, španska? Ja, v bistvu mi je španski nogomet bolj všeč kot angleški. No, angleški se mi zdi preveč, premalo napadalen, preveč obramben, pa preveč nasilen. Španska igra mi je precej bolj simpatična, ki je v bistvu več akcije, več se dogaja in rajš pogledam kakšno tekmo španske lige, no, kakor pa angleške. Letos je že skoraj da odločeno v Španiji, bo zmagal pravi klub po vašem mnenju? Ne, iskreno ne, no. Čeprav sem res bolj Real fan, ampak zdaj me mogoče veliko ljudi ne bo maral, ne, ampak nisem pa fan Ronalda. Sorry. Kaj pa tenis in pa košarka? Spremljate tudi to, Luka Dončić je v zadnjih sezonah naredil zares neverjeten preskok v kvaliteti. Je pa član Reala, torej lahko rečemo vašega kluba. Ja, isto soimenskega kluba, ne. Ne, Luka je super, mislim, da se vidijo taki talenti. Je pa zelo zanimivo, da v Sloveniji je ogromen takih talentov, ne, da v velikih športih, tako kot je Kopitar, tako kot je Dragić, tako kot je zdaj Dončić, tako kot je bil par let nazaj Prevc pri nas, vedno je nekaj takih tistih, tako da Slovenci smo res tista prav športni narod in lepo je, da to gojimo. Vi ste družinski človek, to vam veliko pomeni sedaj, ko imate tudi svojega otroka. Koliko vam je to pomagalo oziroma koliko vas je sprostilo med samo sezono, ki je bila za vas letos zares zelo dobra? Moram reči, da je v bistvu zdaj stara 4, bolj stara počas, čez 3 mesece, da je bilo tisto prvo leto zelo enostavno zame. Zdaj starejša, ki je, težje mi je okrog hoditi, ker pač ko začneš enkrat dobivati vprašanja, oči, zakaj pa greš, pa kdaj pa prideš, pa hvala Bogu, letos po zimi ni bilo niti enkrat joka po telefonu, tako da se ji moram prav zahvaliti, ker takrat se oči tudi srce raztrga, ampak je pa sigurno ena velika dodatna motivacija tudi to, pač, da imaš nekoga doma, za kjer ga moraš poskrbeti še dodatno. Za konec me zanima še samo zelo pomembno vprašanje v navednicah, ko ste bili na dopustu, na kakšen način vi skačete v vodo? Ali na noge, ali v telemark, ali morda kar na glavo? V bistvu niti enkrat nisem v vodo skočil, ker smo bili skozi v bazenu, ker sem mogel skozi paziti, da ne bom preveč šprical, ker je moja ta mala alergična, da je okej pošprica, ne. V morju pa na peščenih plažah, čez en val sem skočil na glavo, no, to je vse, kar mi je uspel skočiti na morju. Pristali pa niste v telemarku? Ne, to pa nisem, ni bilo dosti. Jane Damjan, hvala lepa za tale čas in za pogovor in seveda obilo uspehov in pa dobre volje tudi naprej v vaši karieri. Hvala lepa.